po trgovini in vidim v hladilniku nekaj, kar mi je dalo misliti. Pravzaprav me je zaskrbelo, ker sem se vprašala, čakaj malo, kam smo pa mi prišli? Kaj sem videla? Videla sem olupljeno mandarino v plastičnem, nekem takem škrnicu plastičnem. Se pravi, prišli smo tako zelo daleč, da zdaj že prodajajo olupljene mandarine v plastični embalaži, zaradi tega, ker se kaj, ljudem ne da mandarine olupiti. Tukaj tale zgodba ne gre čez. Potem pa če pogledamo še samo statistiko. Statistiko, ki govori o neplodnosti ali pa ženske, če pogledamo moške današnjega časa. Včasih imaš občutek, da bo hotel električarje poklicati zato, da bo žarnico zamenjal na luči. Včasih imaš res takšen občutek. Moški so včasih obvladali vse te stvari in tudi drugačen občutek ob njihovi prisotnosti je bil. Ženske si danes predvsem želijo varnost. Pa ne govorimo o finančni varnosti kot taki, ampak o tistem nekem občutku, ki ga pri moških zadnje čase težko dobijo. Na kakšen način je zdaj povezana tista olupljena mandarina v plastični embalaži z moškim in občutkom varnosti, ki ga ne more ponuditi oziroma ga ne ponudi? Mnogo takšnih izjemnih stvari se ti razkrije in pravzaprav nimaš druge opcije, kakor da se s tem tudi soočiš, je ravno v tej knjigi. Če boste molčali, bodo kamni govorili. In z veseljem in hvaležnostjo vam predstavljam Anton Komat je v naši družbi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dan. Ta mandarina me je kar prestrašila, moram reči. In to še olupljena v plastični embalaži. Ampak očitno je to zdaj, ali kaj? Se nam ne da več mandarin olupiti? Ena stvar je verjetno to, katera trgovska veriga bo zdaj več ponudila, nekaj takega, da bodo ljudje manj delali. Konec koncev je spet pravim, da je ves tehnološki napredek človekove zgodovine bil en spomenik lenobi. Aha, okej. Mi smo gruntali, naši predniki so gruntali, kako bi se hitreje premikali, torej potovali okrog, kako bi videli goro bližje, ne da grejo do nje, pa so izumili daljnogled in potem jasno mikroskop. Skratka, vsa ta tehnologija so v bistvu spomeniki naše lenobe. In zdaj, to gre pa zdaj že v absurde. Se vidimo, če eno poprečno tehnološko opremljeno kuhno pogledamo, se imate 20 metrov strojčkov lahko. Ja, absolutno. Stroj na stroj. Stroj na stroj. Najbolj me je presenetil stroj, kjer dejansko mešate testo, zaradi tega, ker se mi zdi, da daš svojo energijo noter, kad mešaš vse in ne more biti to. Seveda, ali pa recimo strojček za rezanje kruha. Jaz se spomnim tistih prizorov, ko je stara mama vzela hlebec in je odrezala in je dala meni kot vnuku en dober kos kruha. To je tisto obred, govoriva o obredju. Faktor človeštva. Danes bomo govorila o hormonskih motilcih in tukaj ne moramo govoriti samo o hrani, ne moramo govoriti samo o neki embalaži kot taki, govoriva pravzaprav tudi o vodi, govoriva o mnogih stvareh. Ja, raziskovalci, ki so se te teme lotili, govorijo, da v bistvu plavamo v morju estrogenov, kajti te kemikalije, sintetične kemikalije imajo estrogeni učinek, in industrija zadnjih 50 let dobesedno bruha te kemikalije, tako da raziskovalci, ki se ukvarjajo s tem problemom, komaj da sledijo razvrščati ali pa uvrščati te kemikalije v neka nova spoznanja o varnosti našega zdravja. Skratka, gre za, po moji oceni, največjo kemično grožnjo sodobnega človeka, ki je pa nažalost prikrita. Veste, industriji ni v interes, da se ta zadeva širi med ljudi, kajti v igri so velike težke milijarde denarja, to so velike investicije, ki so bile določene tehnologije vložene. In ravno pri hormonskih motilcih je štos v tem, da tukaj ne gre za nek naklepno dejanje neke industrije. Oni so recimo plastiko, ko ste jo omenila, dodajali določene aditive, da se izboljša njihova od plastike, namreč mehanična odpornost na temperaturne razlike, na vročino, na mraz, na udarce, recimo na UV sevanje. In šele kasneje je znanost ugotovila,
kako te snovi delujejo. Ne. In zaskrbljujoče je to, da delujejo v najmanjših koncentracijah najbolj učinkovito. To ruši ta temeljni aksiom, ne, ki ga toksikologi poznajo in ga imenujejo po Paracelsusu, znamenitem alkimistu, Paracelsusov aksiom. Ne, torej, v naših zavesti je, da več kot je strupa, hujši je učinek. Ne. Te kemikalije delujejo obratno, pri najmanjših dozah je najhujši učinek. Včasih so te koncentracije na sami meji analitske kemije, torej najbolj sodobne analitske kemije, ali pa celo pod njo, torej v izjemno malih koncentracijah rušilno delujejo na človeka. No, danes bomo govorili tudi o rešitvah, kako se izogniti temu, se pravi, kaj lahko naredimo, se pravi, konkretne rešitve, tale trenutek, pa si poglejmo posledice le tega. Neplodnost se širi kot novodobna kuga. Okrog 60% mladih parov ima težave z oploditvijo prvega otroka. V zadnjih 40 letih je število spermijev mladih moških upadlo za 50%, torej za polovico. V enakem obsegu pa tudi nivo testosterona. Incidenca raka mod pa je poskočila in sicer za 350%. Današnji moški premore le pol moškosti svojega deda in posledica motenega procesa maskulinizacije je izguba moške identitete. Vse več je narcisoidnih tipov, sociopatov in psihopatov. Na družbeni ravni to prinaša feminizacijo in več kriminala. Zanimiv posnetek in šokantni podatki. Zdaj, če greva recimo kar na moškega, ki ni pol svojega deda, kaj je razlog? Tudi hormonski motilci? No, to je nedvomno dokazano, kajti moški spol je najbolj prizadet v času, ko mati nosi tega bodočega dečka, ne, kot svoj zarodek ali pa embrio, kajti ti strupi neovirano prestopajo preko placente oziroma posteljice v plod. Plod je pa izjemno občutljiv, ne, torej placenta ni nobena meja za to in mati lahko kontaminira svojega nerojenega otroka tako z aktualno hrano, ki jo je, če ni osveščena, ne, kot tudi zalogami teh toksinov, ki se nabirajo v telesni maščobi. Še pred dejansko zanositvijo. Tako, torej skozi življenjski cikel, ne, in tudi jasno, kasneje, ko se otrok rodi z mlekom, ne, če ko ga doji, vemo, da je mleko doječnice, ne, v bistvu produkt maščobnega tkiva. Ne. Tako da tukaj so najprej prizadeti moški potomci, posledice so jasno, ker gre za estrogeni učinek na moško spolnost, torej na hude motnje v razvoju mot ali pa histološke strukture mot, ne, torej sertolije, veledjegove celice in tako naprej, kar vpliva na kasnejšo oplodilno sposobnost moškega, ali oligospermijo, torej pomanjkanje spermijev, ali pa padec testosterona, kar vpliva na izpad sekundarnih moških spolnih znakov. Ampak ni samo to problem. Problem je tudi maskulinizacija moških možganov, dobesedno, če ko govorim, ne, kajti v tej točki je razlika med moškim pa žensko, tukaj ni mene povezave z neko inteligenco, nima mene povezave, ne, ampak način razmišljanja moškega je drugačen kot način razmišljanja žensk. Se pravi, izviramo iz tega, ženske so bile nabiralke, razpršena pozornost, moški lovci, fokusirane. Na linearno en niz sledov, ne, in tako naprej. Ker če jaz rečem mojemu, da mi poišči ključe v torbici, je to tavhanje dobesedno. Itak je ženska torbica skrivnost sveta, ne. Govorim o tem, da v bistvu ta moškost, ne, to ni zdaj neko nasilje v družini, ko se zdaj o tem toliko govori, ta moškost je tisto, kar ženske najbolj cenijo, torej, da je dedec, ta prav dec, ne, kot se reče, da mu lahko zaupajo, da se počutijo varne ob njem. No, ob tem feminiziranem moškem, jaz mu kar pravim, da je kemično kastriran, ne, ker kemikalije mu v bistvu odzamejo to moškost. Imamo cel niz potem psiholoških sprememb, neke družbene tudi patologije, preko narcisov, ne, narcisoidnih tipov, ker jih mrgoli v tej družbi, potem sociopatov in psihopatov in nažalost se je tega ogromno navleklo med bankirje in politike. Ne. Če pogledamo že slovensko politično sceno ali pa tudi evropsko, na tej sceni si po te face pogledamo, se prepoznamo narciske pa sociopate in psihopate. Ne. In tudi to je en razlog, da se tisti ostanek pametne populacije, pa normalne populacije odmika od te druščine, ne, kar je pa narobe. Ne.
Ne morejo se identificirati. Ne, lahko jih pa zamenjajo. Okay. Ampak še vseeno, veliko moških pa pravzaprav govori, ženske v tem času ste veliko bolj možače, dobile ste bolj pomembno vlogo, recimo, kar se kariere tiče in tako naprej. Dosti žensk več zasluži, recimo tudi kot moški. In ženske ste krive zaradi tega, ker ste preveč v tej tekmovalni neki moški naravi in energiji, ki jo uporabljate. Ne, mislim, da tukaj nima mene povezave. Ženska je še vedno neko čudovito bitje tega sveta, ki jo vsi pravi moški obožujemo. Jaz mislim, da je tle bolj problem umik moškega iz družbene scene. Ta šibak moški, ki ni več mož beseda, ta pojem meni zelo všeč. Enostavno ženske vstopajo v ta izpraznjeni prostor, ki teh decov kjer več ni, se umikajo neko čudno sfero. In potem jasno ženska vstopa v prazen prostor in to ni nobena feminizacija. Ženske so čisto normalna bitja in hvala Bogu, da je tako ostalo. Se pravi, ženska mora ostati ženska, moški pa mora kaj narediti? Je tukaj napaka žensk mrde. V tem delu je samo to bi podaril, da pa nekatere od njih uporabljajo moške metode v komunikaciji, torej da se maskulinizirajo, da so možače, to itak tudi ni žensko, ampak ti so vedno bile. Omenili ste, da pravzaprav že v fazi zarodka, dečka, fanta, bodočega moškega, pride do določenih sprememb, do določenih motenj. Slišim, da je veliko tudi primerov, kjer se otrok rodi, pa ne vejo točno, ali bi zdaj bil to deček ali punčka in tako naprej. Niti ni toliko problem, tle se nekaj dosti spremenilo, ampak v bistvu je problem, so ti dečki imajo prirojene razvojne napake. Poznamo kriptorhizem, torej nespuščene testise ali pa hipospadijo, ker je izjemno boleč postopek, ker potreba več kirurških posegov, da se fantku lulček uštima, kot se reče. Kajti pri hipospadiji je izvod sečnice ni na terminalnem delu, ampak nekje na sredini, pa na korenu penisa. Tako da to so težke, tudi psihične posledice tega. Teh razvojnih anomalij je vse več. Moram reči, da ni dolgo tega sem govoril s kirurgom, ki se s tem področjem ukvarja, mladim kirurgom, je rekel, da samo še to operira. In da sem jaz vprašal, zakaj pa ni nobene statistike o tem, da bi ljudstvo spoznalo, kakšen problem je to, je rekel, ni interesa, da bi bila javnost potem preveč zaskrbljena. Ampak veste kaj, zlo je treba odstraniti iz družbe. Absolutno. Zanimalo me je v tem procesu, recimo, če se to že v času nosečnosti dejansko dogaja, kaj lahko takšni moški, ki so se mogoče, ne vem, prepoznali oziroma so bili prepoznani, kaj lahko naredijo? Je tukaj sploh pot nazaj? Težko. Namreč gre za temeljne fiziološke poškodbe in ravno zdaj, zadnje 2 meseca sem bral te najnovejše raziskave, ki govorijo, da se te poškodbe tudi epigenetsko dedujejo na potomce. Torej, očitno je zlo že vstopilo v genom človeka in se deduje na potomce, tako da lahko se neke stvari nekako ublažijo z določenimi medikamenti, z določeno terapijo in tako naprej, zla se pa ne more več ustaviti, kajti če je epigenetska dednost vstopila v to populacijo in se to preko potomcev širi, potem je treba čuvati tiste, ki so še ostali na naravni liniji. Tako, zelo sem se spomnila na vas, ko sem videla neko reklamo za en film, ki govori o tem, da je samo še ena ženska na svetu bila sposobna zanositi in imeti otroka in kakšen kaos je to dejansko povzročilo. In sem se spomnila na vas in se vprašala, koliko pa smo blizu takim okoliščinam, da bomo res prišli do tega, ker statistika, recimo, poznam ogromno parov, ki imajo težave ravno na tem področju, a pravijo, da je sicer BP. V Sloveniji je ta odstotek mladih parov, ki imajo težave z zaploditvijo prvega otroka, nekako se giblje kar v zahodnoevropskem povprečju, tam od 60 do 65%. Pač medicina to poskuša reševati. Mene skrbi to, da se nihče ne ukvarja z vzrokom. Ja, tako, vzrok tega, glede na to, da je medicina, napredek medicine v tem času pač nikoli ni bila tako zelo napredna. Seveda, nažalost, medicina vse bolj deluje v tej smeri, da je pač človekovo telo kot nek avtomobil v okovari, ki ga peleš na mehanično delavnico. Nihče se ne ukvarja s psiho. Tukaj niso samo te posledice. Recimo, če gledamo zdaj
posledice pri ženskah, ne samo moški govorila, torej pojav endometrioze, ne, izraščanja površnice maternice v trebušno votlino je bil praktično neznan pred 50 leti. Danes so ocene, da tretjina žensk v srednjih letih ima neko odstopenje endometrioze. Gre tudi recimo za eksplozijo rakavih obolenj pri narodilih žensk. Posebej pa poslušam vedno več, bi rekel, pritožb ali pa skrbi mladih mamic, ne, ki govorijo o pravi eksploziji hiperaktivnosti pri otrocih. Ne. Zame je največji škandal, da zdaj temu otroku, ki je kemično kontaminiran, ima posledica ta hiperaktivnost ali pa težave s kratkoročnim spominom ali pa s fino grafomotoriko, potem dodajamo neka pomirjevala. To je zame kriminal. Absolutno. Dejansko že od samega začetka. Spet sva si vzela premalo časa, se to mava zdaj že kar rutino, ne? 3 stvari, čisto na hitro, ki jih lahko naredi vsak človek zaradi tega, da malce umili vnos hormonskih motilcev. Ja, glejte, recimo skandinavske dežele, ki dajo nekaj nase pa na svoje ljudi, imajo popularno imenovanko nalog kemično karanteno žensk. Ne. Torej, tam dekleta izobražujejo že, ko vstopajo v rodnost, torej s menstrualnim ciklom, ne, kako zavarovati svoje telo, da čim bolj postane intaktno od kontaminacije s hormonskimi motilci. Jasno, jaz bi rekel, te 3 stvari so osnovne. Prvič, ogromno pesticidov je tudi hormonskih motilcev, konkretno zdaj zloglasni glifosat, ki je tudi kancerogen in tako naprej. Torej, čim manj teh agrokemičnih kemikalij, agrokemičnih snovi v naši hrani, ne, to je bistveno. Druga stvar, glavni vir je plastika, ne, v sodobnem svetu. Ne, in te aditivi, ki so v plastiki, vstopajo potem iz plastike v prehranski artikel, ki je zapakiran, ne, ali pa iz plastenke v neko pijačo, ki je v tej plastenki, in mi to popijemo. Ne. No in tretja stvar, ki je zelo preventivno naravnana, je pa, da moramo paziti na fenomen biomagnifikacije. Torej, te strupi se kopičijo v telesu skozi leta. Ne samo tako, tudi skozi prehransko verigo. Dilema kupca v ribarnici. Ne? Imamo sardele, imamo osliče, imamo tuno. Ne? Koncentracija, magnifikacija strupa je s faktorjem 10. Ne? Če ima sardelica enoto strupa, ima oslič 10-krat več, tuna pa 100-krat več. Torej, ko kupujemo hrano, izberemo niže na prehranski verigi in se izognemo te biomagnifikacije teh strupov. Ali pa pač pustimo sploh morske izdelke. Tudi to, ampak velja za celotno našo prehrano isto načelo. Jaz sem sam primer povedal iz ribarnice. Ja. Da gremo čim bliže dejansko k izvoru, pa tudi verjetno, da jemo lokalno pridelano hrano. Svežo, ja. In svežo in vse te ostale stvari. Najlepša hvala za tale pogovor. Bil je kratek, pa vendarle mnogim je lahko odprl oči. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kakšna informacija na www.klepet.kavi.si. Preverite vse te novice, takšne in drugačne, in preverite tudi ostale minule posnetke z gospodom Komatom in vsemi tematikami. To so stvari, ki bi se jih morali zavedati prav vsi, zato jih delite tudi z ostalimi. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.